Da bi silvestrski večer, ko se pirotehnični izdelki najbolj uporabljajo, preživeli kar se da mirno, sem za vas obiskal najbolj izobraženega pirotehnika, pirotehnologa. Tista, torej akademska stopnja, 7. stopnja je pa pirotehnolog. To je pa tudi bila vojaška akademija, ki je šolala tako za vojaške potrebe kot za gospodarski sektor. Namreč obstajajo podjetja, ki izdelujejo nevarne snovi in potrebujejo to znanje. Je pirotehnika veda, ki predvsem izučuje kemijo, nekaj strojništva in elektrotehniko, nekaj mešanica. Lahko si predstavljate recimo eno minsko sredstvo, ta ubija s kemijo. Čisto vsak torej ne more postati pirotehnolog. Poleg vsega naštetega so verjetno zahtevane tudi določene karakterne lastnosti, saj ogenj ni ravno za vsakogar. Predvsem, da je psihofizično zdrav, korekten človek in pa natančen. Natančnost pri nas je odlika, ki nas rešuje. Tu v pirotehniki je tudi moč navade močno negativno prisotna. Če se navadimo nekih operacij in delamo motorično, lahko naredimo hudo napako. Mnogi poskušajo biti pirotehniki oziroma piromehaniki, s svojim neznanjem so kar hitro piromani. Delo pirotehnologa je torej zelo nevarno in stresno, a tako kot vsi poklici ima pozitivne lastnosti. Vendarle delujemo v okolju, kjer delamo nekako kot zdravniki. Učimo in poskušamo naučiti ljudi varne uporabe zabavne oziroma tudi drugih pirotehničnih sredstev. Negativno je pa ta, da vsekakor delujemo tudi nehumano, recimo v vojaških krogih se izdeluje strelivo, se izdeluje minsko-eksplozivna sredstva. Čeravno so nekatera prepovedana, pa vendar je to bolj v vojaške namene in tu vidi mogoče negativen vpliv. Morda tudi zabavna pirotehnika ni vsa varna, recimo izdelovalci petard sploh ne razmišljajo o varnosti, ampak razmišljajo o profitu. Njegovo znanje sega tudi na področjah, kjer so prisotne eksplozije. Predvsem je to edukativnega pomena. Seveda jaz kot direktor 2 programov, ki delata en najbolj nevarnih snovi, to se pravi črna smonik, ki je priznano na špici, in pa pirotehnične snovi, to se pravi obrat pirotehnike, zahteva predvsem dobro analizo predhodnega dne in dogovor za delo tekočega dne. Torej dogovor z majstri, dogovor z delavci, razporeditev dela. Vedno nam je pa na prvem mestu varnost, na drugem mestu je seveda kakovost, ker če naredite izdelek slabe kakovosti, tudi ogroža, če ne nas, pa potem uporabnika, in na 3. mestu je šele količina. Med pirotehnologi pa kroži tudi zanimiva teza, kdo pravzaprav najbolje upravlja svoje delo. Nažalost je še kako resnična. Pravijo, da najboljši pirotehnik je tisti, ki gre v penzion, zato ker je dočakal tega, mnogi ne dočakajo. Pirotehnologi se vsakodnevno srečujejo z ognjem in eksplozijami, zato vedo, kako se stvari streže. Če pa sami najdete kakšno eksplozivno telo, nikakor ne bodite preveč pogumni. Takoj pokličite strokovnjake, ki bodo natančno vedeli, kako s stvarjo ravnati.